Morda niste vedeli, tudi sam marsikaj ne vem, zagotovo pa o Janezu Vajkartu Valvazorju veliko ve ljubiteljski zgodovinar, naš sogovornik Marjan Klančnik. Gospod Marjan, sem verjetno kar zadel, ko sem povedal, da veliko veste o družini Valvazor. Seveda, saj to je vedno zanimiva tema. Janez Vajkard Valvazor je napravil odlično delo, še danes ga ljudje študirajo in se mi je zdelo kot domačinu, da se spodobi, da o njemu kaj več povem ali pa vem, ne. Posebej, ker je njegov oče precej zamolčan, je pa v svojem času, ko je pisal poroko, ne, je napisal recimo, da naj se nedeljske maše bere v slovenščini evangelija, ne. In to za tiste čase trd Nemec in tako se mi je zdelo, da je dobro o očetu kaj povedati, ne. Drugače Janez Vajkard je tu na Mediji bil bolj kot otrok, a ne. O tem je manj napisal, ne, ker je potem veliko potoval, zapisoval, a ne. Ampak se je pa vračal, dokler se ni prestavil na Bogenšperk, ne. Gospod Marjan, pa se mi, Izlačani, pa tudi Zagorjani, pa tudi nenazadnje Slovenci zavedamo, kakšen pomen, kako velik Izlačan, kako velik Slovenec je bil Janez Vajkard Valvazor. Ko gledamo te ruševine, si človek žalostno reče, da mogoče niti ne. No, te ruševine niso tako povezane z Janezom Vajkardom, ne. To je bil sicer njihov dom, ampak Janez je šel kmalu od doma, ne, potoval in se ustalil na Bogenšperku, tako da o samem Janezu bivanju tukaj nimamo nobenih podatkov. Tudi v svoji slavi je sicer zelo na kratko omenil, a ne, opisal je, da pod gradom teče potok, da ima veliko postrvi in tako naprej, da ob gradu raste sadno drevje, a ne. To je ves opis njegovega bivanja tukaj, a ne. Pa bi se dalo mogoče glede njegovo veličino to izkoristiti tudi za tako kulturni turizem? Seveda bi se dalo, saj se veliko o tem ve, je pa nekaj res, a ne. Zgodovina te medijske graščine, a ne, se konča v zasebni lasti, ne, in tu so pač zadeve še nerazčiščene, a ne, in bi bilo treba najprej to urediti, potem pa kultivirati, a ne, na vsak način, tako kot so kultivirali medijsko kapelo, ne. Je pa res, da je to pod spomeniškim varstvom in je tudi režim stroškov plačevanja, a ne, in tu bi morala narediti tudi država, a ne. Tako da, ali pa turistično društvo, o katerem se pa malo ve. Še en pomemben Izlačan ima nekaj korenin v teh koncih, in sicer Prašnikar. Tu je postavljenih kar nekaj dreves, njegovo delo. Ja, Prašnikar Alojz je bil popolnoma zamolčan. Mene je zanimal, kako to, da je on postavil, ko je postavil Medijske toplice 1877. leta, me je zanimal, kdo je to bil, da je postavil ob odprtju piramido tristrano Valvazorju na čast, a ne. To je bila prva piramida, torej sploh prvi spomenik Valvazorju na čast na tedanjem Kranjskem. In me je ta človek začel zanimati in sem ga, moram reči, temeljito raziskal, ne. On je bil uspešen gospodarstvenik in iz Domotožja je šel odkupiti tole posest graščino, ne. Jo je uredil, je kapelo opremil, seveda tudi okolico, vse to drevje je iz njegovih časov, a ne. No, in kot zanimivost je ena anekdota, kako je bil varčen, a ne. Ko je on zaprosil dekana Moravčkega, da bi obnovljeno kapelo blagoslovil, ne,
piše moravški dekan, ampak posebni blagoslov z monštranco je pa godrnjal, ko sem mu izstavil račun, ne. To je bil varčen, ampak naredil pa je nepozabne stvari, a ne. Posebej, ko je v Toplicah poskrbel za zaslužek najmanj 30 družin in so se te Toplice z desetletji dajale kruh okoliškim družinam, a ne. In kljub temu, da je on to storil, nima danes nobenega spomenika, nobene napisne table. O njem se nič ne ve in če ga ne bi jaz tako temeljito raziskal, bi še vedno bil v popolni pozabi. No, Alojz Prašnikar bo pa naša druga tema. Jaz bi se pa malce vrnil še v čas Valvazorjevega otroštva. Je bila takrat ta graščina v primerjavi z drugimi kaj drugačna, kaj bolj bogata, bolj skromna? To je bila bolj skromna. Imela je za preživljanje, mislim, da 12 ali 13 kmetij. Eno kmetijo je oče prodal mekinskim nunam. Izgleda, da je bil pač v nekem času v denarni stiski. Drugače so pa te kmetije podložniške skrbele za dohodke, a ne. Oče Valvazor je bil tudi pomembna politična oseba v tedajnem Kranjskem, a ne. In tako se o njemu sicer malo, ampak ve se, ne, in je bil za moje pojme malo premalo se ve o njemu, ne. Še za konec, če dobite kakšen obisk, midva sva soseda, zelo blizu stanujeva, kam peljete tistega svojega obiskovalca, tudi mogoče pogledati propadajoče Medijske Toplice, pa mogoče te ruševine Valvazorjevega gradu? Najraje sem, ker tiste bedne ostanke toplic me je sram pokazati, ne. Neprijetno se počutim, ker izgleda, da smo mi domačini krivi za ta propad, ne, in da se mi ne želimo brigati za obnovo. Ampak temu ni tako in raje jih vodim sem, ne. Tu se zmerom našde kakšna tema, ki je neznana, pa ljudi zanima, a ne, in tako. Čeprav bi verjetno tudi radi videli, da bi bilo vsaj podobno, tako kot je bilo takrat. Ko bi le bilo, ne. Ampak duh Valvazorjev je še vedno tu, ne. Še vedno nas obdaja in radi pridemo sem, ne. Počasi smo pri koncu naše prve oddaje. Marjan je povedal nekaj pomembnih informacij o samem Janezu Vajkardu Valvazorju, tudi nekaj o njegovih prednikih, tudi kako se je takrat v teh koncih živelo. Jaz pa bom povedal za konec nekaj besed, nekaj kritičnih besed. Prvič, zelo neumna je bila takrat med vojno odločitev, ko so partizani porušili grad. Zelo neumno je bilo vsa povojna leta do osamosvojitve Slovenije, da se niso odločili grad prenoviti. Takrat se je še vedelo, kakšen je bil, dobro se je vedelo, spomin je bil živ. Neumno je bilo tudi potem, ko smo dobili svojo državo, da se ni nič zgodilo. Dobro, prenovila se je grajska kapelica, to pa je tudi vse. Neumno je pa tudi, da smo mi, ki nam je nekaj za zgodovino, nekaj za Valvazorja, da smo tiho, da smo bili vsa ta leta preveč tihi, da se naš glas ni slišal. Še marsikaj bi lahko dodal, več v drugi oddaji. Na izpisani naslov ali telefonsko številko nam lahko predlagate novo temo.